Živijo, mi smo Ice, vi pa poslušate oddajo Radioaktivno. Karta dela živega skupine Ice z albuma Brez napak, Renata in Tine pa z mano oddaje Radioaktivno. Zdravo. Ja, lepo zdravo. Bo danes vse brez napak? Sigurno ne bo. Ne, po manj tudi ne. Poanta je v tem, da napake so, ne. Zato je pa tudi naslov albuma v navednicah Brez napak. Naj bodo, napake so to po domače bi rekel kao brez napak, ja. Po domače. Je danes težko živeti brez napak? Jaz mislim, da je težko živeti brez napak, ker v vsakem primeru, zdaj sploh če si tak človek, da povsod, ko se kamorkoli premakneš, pa vidiš, kaj si narobe naredil, je kar težko živeti, no, tako da se moramo včasih tudi po rami potrpljati pa reči, da je tudi, če sem naredil napako, gremo naprej, če ne drugače lahko začnemo tako jokati, pa na drevo pa nehamo živeti. Ja, hkrati pa živimo v neki taki dobi, ker je vse popolno, ne vem, ta socialna mreža, Instagram in vse to, popolne slike, popolno življenje, vse. Kvazi popolno, na neko popolnost. Mislim, pač predstavljeno kot popolno in potem dejansko, če probaš slediti temu, pač nikoli ni čistko, če bi rad sam pač dejansko repliciral to, pa se moraš sprijazniti, da pač ni tako, da pač ni popolnih stvari in ja, se pravi, napake so to, kar pa na koncu glih da nek karakter in nek čaro samo skupaj. Če pogledamo album Brez napak, ste sedaj po večjih poslušanjih
našli kakšno napako? Ja, smo. Sigurno, da ja. V bistvu Okej. vsaj eno veliko. Vsaj eno veliko jo boš izpostavil, boš rajš ti. Ne bom izpostavil. Pač najbolj grozna zadeva, ko pač zaključuješ postprodukcijo albuma in pač posamezne skladbe, se mi je zgodilo, da pa ravno aktualnem singlu, a še verjamemo, smo v komadu zgine kitarski solo, ki ga sicer lahko slišite v verziji na YouTube, ampak dejansko na plati se je pa prekradel škrat in je ta solo zginil ven dvakrat. In zanimivo, vsi smo tokrat poslušali, noben ni opazil, dokler nismo začeli video spota snemati. Na koncu je že tako, da si po moje čist v nekem svojem svetu. Vse poslušaš, ampak enih stvari tudi ne slišiš, tako da se zgodi tudi to. Zato je boljše, če posluša neko peto uho. Ja. Šesto. Ali šesto, Šesto. v vašem primeru. Ja. Sam šesto tudi ne bi vedela, da tam mora biti on solo. Najbolj hecen je, ko v bistvu je malo historična distanca in potem pač poslušaš, čakaj, ampak tukaj pa ni solo, ja pa, sem ga res ni. No, tudi jaz tega zagotovo ne bi opazil. Ja, ne si. Razen, če bi mi povedali naprej. Ja, verjetno res. verjetno, Ja. ja. Očitno še zmeri funkcionira že na tak način. Drugače pa 10 skladb na albumu, kar nekaj let ste izbirali. Ja, to pa res. Ja, v bistvu so nastajali v tem koronskem času, bi rekel. Da smo se spet malo zbrali, seveda ne v času, ko je bila prepoved združevanja. To smo bili ful pridni. Ja, to nismo smo- kršili ja, pravil. ja, to nismo. Jaz sem ostala v Gorenskem koncu. Tako, ker si bila v drugi občini, ampak drugače smo že malo pred tem in to smo pa pol, v bistvu smo vse enkrat ustvarjali, nabirali ideje in se še prej dobivali, so že prej nastajali nekatere, tako da smo potem v bistvu zaključili. Tako da bi rekel, na samo vsebino je vsekakor to vplivalo, pa nekaj tudi na čas nastajanja, ampak ja, se je pa vse razvijalo v tem obdobju, ko ni bilo koncertov in ko je bilo veliko časa za ustvarjanje. Torej niste prakticirali teh raznih Zoomov in drugih aplikacij, da ste online ustvarjali? V bistvu ne, za ustvarjanje ne. Imeli smo samo en koncert s Kavča, to je Tako. bilo edino, kar smo. Potem smo pa v bistvu že pred korono smo nekaj ustvarjali, še z našim prejšnjim bobnarjem Blažem. Potem ja, se pa vse skupaj nekako malo ustavili, ko smo pa spet dobili dovoljenje, da se lahko dobimo, no pa se je pa spet začelo odvijati. Pričeli smo s pesmijo Karte dela živega, nadaljujemo z vikendom. Ja. Je vikend. Ja. Vsi se ga veselimo, običajno. Ja. Žalostno to, da hitro mine. Ja, mislim, za ta komad upamo, da bo zelo popularen pri glasbenih urednikih ob petkih. Zdi se mi, da je tak komad, ki pa še ob Meni petkih. se zdi verjetno. tudi skrpek. Juhu. V bistvu en mal drugačen komad od našega tipičnega stila in ki je na plati. V bistvu, ko je nastal, je bil v bistvu precej bolj tak rockerski, malenkost je imel tak Rage Against the Machine vibe, pa smo ga pa v bistvu skupaj spravili v nek tak bolj pop komad s takim mal bolj dansiš plesnim ritmom in meni je ful všeč, no, pač tako. Nastal je bistveno drugače, kot je bil v prvi izvedbi mišljeno. No? Ja, se to se zgodi marsikakšnemu našemu komadu. Ja. Malo spreminja žanre skozi čas. Tako skozi proces Če bi imel še nastanka. ful več časa, Skozi vprašanje. proces kaj bi nastanka spremeni žanr, tako da mogoče se bo v prihodnosti zgodilo, da bo kaj tudi od roka do narodno zabavne na koncu. Ne, mislim po manj, da ne. Ja. Razen, če boš ti ti vzel harmoniko v roke. rad. Ja, Ja, jaz sem se zadnjič na vaji hicala, da na liniji naredimo s harmoniko, pa imamo hit. Ja. Sam problem je, ker lahko vse svoje kitare prodam, pa kupim eno harmoniko. Aj, to je pa res, ja, to imaš tako, pa prav. Telo mi že naznanja, da vikend prižiga luči. Po tkivu tiho plazi se ritem
me ugrabi, me izpusti, ko me drži, se griva kri, ko me prevzame, razoroži, skrivnosti svoje me potopi. Ker vsak sistem pregori, v glavi se samo vrti, ker se zgodijo tiste stvari, katerih se ne govori. Ker vsak sistem pregori, v glavi se samo vrti, ker se zgodijo tiste stvari, katerih se ne govori. Vikend skupine Ice albuma Brez napak, čeprav je danes torek, pa že lahko razmišljamo o vikendu. Ja, se po moje, da vsi kar skozi razmišljamo o vikendu. Razen tisti, ki delajo za vikend, verjetno manj. Ja, tisti malo drugače pa pač, ja. Živimo z Čakaj, vikendom. čakaj se na te vikende. So vaši poletni vikendi delovni? Želeli bi si, da bi bili malo bolj. Zdaj se ne moramo glih blazno hvaliti, da so, ampak delamo na tem, da bi bili bolj, no, a ne? Ja. V bistvu smo res se zelo skoncentrirali na izid plošče in smo nekako tam do marca, začetka aprila praktično se s tem ukvarjali in tudi nismo toliko razmišljali o poletni sezoni, je pa tako, ne, če nisi aktiven že prej, sprav v začetku januarja, februarja. Si večino poletne sezone, kar Malo zamudiš, no. Tako da bomo videli letos, kaj bo, no. Upamo pa vseeno, da pade koncert, vsekakor bomo pa tudi obvestili, ko bo. Tako. Imate pa prav poletno ime Ice. To vedno paše poletje. Ja, paše, posebej zdaj Za Coca-Colo. Ne, to je posebej zdaj v časih globalnega segrevanja. Mi malo hladimo pri teh visokih temperaturah, tako da ja. Kaj ti pravijo, vse manj je ledu, pa Ja. vse več je vode. Ja, je res, ja. Topijo se ledeniki, a mi se ne. Ja. A mi ostajamo Dom. ledeno mrzli. Ja, čist hladni. Razen, ne, na odru, kaj začnem pol Tako. poskakovati, pol je vse, pa smo pa sam še za potuš. Tako. Ja, in že 18 let ste ledene. Ja, res, že 18 let. V bistvu smo, kako bi rekel, mi smo zamrznjeni v čas. Stvari okoli nas se spreminjajo, mi pa ne. Ostajamo. Skoraj, no. Mislim tako, načeloma vse nekdaj zabavno, ko pogledamo slike tiste zgodne, takrat leta 2005, ko smo se zbrali in sem zadnjič gledal in sem rekel, joj, kjeri močki smo. Se sam pri sebi niti ne opaziš, da si se postaral, dokler ne pogledaš nazaj. Dokler se ne počutiš, da ti nekaj res manjka, rečeš, pa se mi, se sem isti, ki sem bil. No, ko Ja, pogledaš, dokler te ne začne, ko pogledaš kaj je v 20 let kolenu, staro pa sliko, v hrbtu. oziroma 18, pa rečeš, uf. Pač tega ne gledaš ti na onih, jaz se kar slepim. Kar slepi se. No, se bom- Čeprav pa je lahko polnoletnost, sedaj se da glasbena neka prelomnica. Ja, se pravim. Mislim, kaj naj rečem, a je naša glasba postala bolj zrela? Ja, delno pa je. Če poslušamo, mislim, vsekakor, če primerjamo besedila tega, kar nastaja zdaj in pač tudi glasbo s tistim, kar je nastalo leta 2005, je razlika. Pa znam, se pravim, vse svojemu času primerno. Čeprav imamo zdaj kdaj probleme, ki bi z igranjem kakšnih komadov tam z prve plošče, kar rečemo, se pa več ne počutim glih toliko, da bi jih igral, to so neki ti predsodki. Ampak pač moraš enostavno se sprijazniti. Pač v tistem času, ko smo bili toliko stari, je pač bilo to. Sam jaz mislim, da ima ogromno Nam super. glasbenikov s tem težave. Ja, nismo Mislim, edini. res prerasteš določene zadeve, kakšni komadi in grejo še ekstra na živce, ki hiti, ki so jih mogoče naredili tako min grede, pa niso niti upali, verjeli, da bo kakorkoli prišlo to na radio, ampak potem je po nekem čudežu, Ja. pa morajo to igrati. Se pa če pogledaš recimo razne artiste, ki ima nek te one hit wonders, ne? Pa tisti njihov edini hit ponavadi jim je najmanj ljub, ne? To je tako. Ampak ga potem morajo gledati na nastopih. Ja. Ja, Sam hit, se pravim, samo ena stvar je v redu hit, druga stvar je pa dejansko, kaj si sporočil takrat, v tistem Res. času. Druga, se pravim, veš, ko si govorila, barvala si novo ime. Ja, to je še vedno. Ja. Čeprav, a veš, sama glasba je čisto simpatična, ampak res potem so pa kakšne besede, ki si rečeš, ja, pa to je tako res z gimnazije. Sedaj, ko ste 18 let na sceni, je težko narediti hit. Predvsem v današnjem času, leta 2005 je bilo, mislim, da to še nekoliko lažje. Leta 2023 pa... Mislim, tako Zgoščeno je, ne? konkurenca je res močna. Tako, to, kar je danes dobre glasbe tudi
je ni bilo pač pomalo nikoli. In to, kaj je slovenska scena zdaj močna, bi rekel, in z novimi izvajalci, ki so se pojavili in tako nasploh, se mi zdi, da pač je res zelo skoncentrirano, ampak se pravim, ful velike dobrih stvari. Tako da, zdi se mi, da pač enostavno vsega je preveč, da bi lahko posamezna stvar postila nek velik pečat, bi rekel, da lahko ena stvar postane tak megalomanski hit, ko so bili včasih. Dejansko se zgubi v poplavi vsega, ampak nekako delaš na daljši rok, na neko konstantno prisotnost na sceni, da pač ves čas opozarjaš, daješ nove stvari. Sej potem vidiš, ljudje neki bolj sprejmejo, neki manj, ampak se mi zdi, da je pa težko doseči pa to, kar se je včasih dal, pač, da si naredil nek komad, ki je bil naenkrat vsem všeč in so ga vsi peli. Predvsem zaradi tega, ker pač si danes tudi na vseh platformah ljudje sami izbirajo, kaj bojo poslušali. Lahko čist povsem, kar je sicer prav, in potem se pač cela publika res razdeli med vse ustvarjalce. Ti sam greš, bo naslednjo. Sam greš. To je to. Potem pa gremo vsi trije. Ja. Če ti nič ni jasno, ne deli se, da veš. Če ne moreš se odločiti, s čim bi vozil, se pripeš. Ni treba, da popolno hodiš, važno je, da greš. Klinc pa kalorije, če lačen si pač ješ. Ta svoboda od rojstva pa do groba, da si to, kar si, pa tudi če drugi ne diši. Ta svoboda večkrat rada proba, marsikaj, kar drugim popolno se ne zdi. Ti sam greš, ti sam greš, ti sam greš. Ti sam greš, ti sam greš, ti sam greš. Ob 11 toča snuz in valjda zamudiš, pa stari dober veš, da tudi najboljšim se zgodi. Ni rabiš metat, kot Dončić, lahko tudi zgrešiš. Plavat kot Phelps, glej sam, da se ne utopiš. Ta svoboda od rojstva pa do groba, da si to, kar si, pa tudi če drugi ne diši. Ta svoboda večkrat rada proba, marsikaj, kar drugim popolno se ne zdi. Ti sam greš, ti sam greš, ti sam greš. Tako samo ti znaš, ti sam greš, ti sam greš, ti sam greš. Vse, kar rabiš, imaš. Če te kdo zasika, da čist grešen ima stil, da ti brez filtra slika ne sede na profil. Ti vse svoje napake od nekdaj nositi znaš, ne mi se več za take, ti furi to, kar imaš. Kar imaš. Ti sam greš, ti sam greš, ti sam greš. Ko samo ti znaš, ti sam greš, ti sam greš, ti sam greš. Vse, kar rabiš, imaš. Ta svoboda od rojstva pa do groba, da si to, kar si, pa tudi če drugi ne diši. Ta svoboda večkrat rada proba, marsikaj, kar drugim popolno se ne zdi. Ti sam greš. Skupina Ice, Renata in Tine z mano vdaje Radioaktivno z albumom Brez napak. Kot smo rekli, začetek leta 2005. Koliko takratnih članov še danes v postavi? Trije smo. Trije smo. Ja, trije še vedno. Tine, Matej, jaz. Ja. Zamenjali smo pa v bistvu zdaj v zadnjem času, zadnje 2-3 leta, 2 člana, in sicer basist je Grega Robič in bobnar Tilen Miklavec. Vzrok za skupino pa si ti, Renata.
Sem jaz vzrok. Tako sem bral. Ja. V zgodovini, Kako je s biografiji. tem, ti ne boš ti povedal? Ja, v bistvu ja. Zadeva je bila res taka, da Renata je bila daljnega leta 2003, tukaj na enem mariborski takem tekmovanju slash reality showu oziroma ja, v bistvu, talent showu, ta Bodi idol. In pač ja, tam je postila pečat in podpisala takrat pogodbo z založbo Dallas. In en predstavnik od takrat za Dallas je bil v bistvu Matej Mršnik, tudi takrat odličen kitarist, med drugim parlajbah prnejše. In skratka, on je bil tudi moj in od Mateja učitelj kitare. In on takrat mene pač klical, če bi jaz pač kakšen band postavil, da pač bi ena punca, ki ful dobro poje, ki je bilo na Dallas, niti nisem poznal, pa to, pa pač dal telefonsko številko in potem sem jaz Renato poklical in pač smo se dobili vsi skupaj. Smo nas najprej zmenili, da bomo naštudirali ene par priredb in v prvo smo se že v bistvu tako kar ujeli, no. Nam je bilo tako, pač smo se dobili, nam je bilo kar tako super, vsi smo uživali, že po ene parih vah smo pa hitro Prav v čisto majhnem plesnivem placu, Ja. v središču Sredi Ljubljane, Ljubljane. centru, ja. Ja, ampak energija je bila pa Je bila simpatična. Ja, že takoj. Ja. Tako da res je bilo pol po 2 vajah že so padati začeli predlogi, da ja bi mi kaj avtorsko. Ja, da ne bi sam pred, ali Ne. nekaj svojega delali. V bistvu. Ker so tudi že prej imeli band, mislim, Ja. nekaj vas je imeli Tako, skupaj ja. band in so tudi že prej avtorsko ustvarjali. Ja, plan pri meni je bil načeloma takrat, da imamo zdaj najdati nekega producenta, ki bo delal muziko zame, v smislu neki Tinkare Kovač, v tem fazonu. In potem se je pač zgodilo, da smo se res mi poklopili in jaz sem pač tudi pol zagrabila, mi je bilo to zelo fajn, simpatično in tudi, ko sem spoznala ta feeling, ta občutek samega ustvarjanja, to mi je res nekaj, ko začne nekaj nastajati in začutiš, mogoče to pa fajn zveni, to je pa dobro. To mi je res nekaj posebenega, ne? In zato sem po moje bila tudi tako dosti skozi leta vedno navezana tudi na ta moj band in redko šla v kakšno drugo smer in redko sprejela kakšno drugo ponudbo. Če si jo pa že, si jo pa zelo težko. Ja, z veliko cincanja. napora in cincanja in razmišljanja, ker imam res pač, vem, da pač ta studijski part, kjer snemam tisto, kar sem naredila, mi ni to ljub, ampak samo ustvarjanje, ki pa res nekaj nastaja, v bistvu, ki se nekaj rojeva, mi je pa zelo fajn. Čeprav si imela tu pa tam kak izlet Sem imela. v sodelovanju s kom drugim. Ja, velikrat je bil pa pač razlog tudi to, da na nek način s tem svojim imenom pomagam tudi imenu mojega benda. Ne. Ponavadi je bil to razlog, da sem sprejela ponudbo. Tako da nisi dala fantov na čevelj. Ne, absolutno ne, no. V teh letih 3 albumi, pričeli smo na liniji leta 2008, potem rekli 2015, tu je raj, sedaj pa je že brez napak. Tako da vidim, da ste se razvili. Ja. Ne prvo iščete linijo, to pa ste že brez napak našli. Ker je pri naših albumih, kar se zelo vidi, potem, ko si omenil leta, ne, se vidi, da pač ta diskografski napredek poteka zelo počasi. Ne. Recimo, ne vem, če primerjamo našo diskografijo v tem z času z Beatlesne diskografijo najboljš, ne. Beatlov, je najboljš, ne, v bistvu. Se pravi, njihov diskografski presežek 9 let in naš torej 18. Ja, bom rekel, mi smo bolj tako prijatelji Adija Smolarja, zelo počasno, ne. Ja, Ampak, ja, pač se nam ne mudi, tako, se nam ne mudi. Radi imamo, da pride iz nas. Jaz bi tako rekla, pač, ja, mislim, življenje se odvija, tudi določene stvari se dogajajo, ki pač imajo v nekih obdobjih svojo prednost. Ne. Pa tudi nekaj perfekcionizma je vključenega v to, ni zdaj samo pač, da nam je vse. Ki ustavlja proces, Ja, ne. ki ustavlja proces, da nam je vse in kdaj gre ven. Pač. Želje so zmeri, da bi prej prišlo, kar pa dejansko pride. Ne. Ampak, Realnost je pa taka. Realnost je pa malo drugačna. Ja, tako, če sedaj grem po tem logičnem zaporedju, naslednji album pride 2032. Ja. Glih ja. Renata bo glih počas šla že v penzijo. Ne, zabavam bergle. Z berglemi na odru. Ja. Imela modni dodatek. Bo pa zato v nadaljevanju nepopisan list, kar niste več, to je dejstvo. Če je dejstvo, da nismo nepopisani, tudi z gubicami smo že malo popisani. To smo. Edini za bi rekel, za kakšne, se pravi, ne vem, in pač seveda, glede na našo počasno ustvarjanje, ne, se v bistvu tudi na dosta radih in dosta koncertnih prizoriščih pač menjajo v tem času organizatorji, menjajo uredniki. Tudi smo v bistvu, vedno ko izdamo nov album za novega urednika, Čisto nov zadnji. nepopisan list. Ja, tako je. Neka novost, zaradi tega, ker pač se pravim, ker je on Ti tam so na novo, že ki bili? nas je slišal. A so že- ja, le. Ja, tudi ljudje, ki danes organizirajo koncerte in so pri tem pač v teh različnih študentskih društvih, tudi pa to, kar so
če so naši študenti za to stari, se pravi, 18 let in naprej. To so, ko so mi prve stvari zdali, so bili stari 3 leta, vse skupaj in seveda nas tudi v bistvu ne poznajo. V bistvu tak rumen, že tako malo skurjen, tak, ampak ne popisan. Mi smo to počasni pa tako stari, da smo v bistvu vedno novi. Veš nekaj posebnega. Daj si res želim, da bi odneslo me drugam, da bi izbrisala, kar vem, in pozabila, kdo sem. Kot nepopisan list bi nosil veter me okrog, bila kot majhen bi otrok, ki še odkriva svojo pot. Svobodi bi se predala, do mesečini plesala, vse do tja, kjer omamljena bi od vesolja odpirala nova obzorja, še neznanega. Če bi za en dan dobila moč, da utopim vse dileme in skrbi, da bi se brisala sledi in si dovolila, da v trenutku zaživim, v nebo iščem namen, kot rima najde svoj refren. Svobodi bi se predala, do mesečini plesala, vse do tja, kjer omamljena bi od vesolja odpirala nova obzorja, še neznanega. Tam, kjer se vse začne, tam, kjer ni bil še nihče, tam, kjer se vse začne, vse začne. Svobodi bi se predala, golo v mesečini plesala, vse do tja, kjer omamljena bi od vesolja odpirala nova obzorja, še neznanega. Daj si res želim, da bi odneslo me drugam, da pozabila bi to sem. Nepopisan list skupine Ice. Vidimo, oziroma slišali ste, da so že popisane s 3 albumi. Renata in Tine sta z mano. Tretji izdelek je to, 10 pesmi ste pripravili, Ja. 10 rockerskih skladb. Ja, so vse rokerske. Ja, se pravi, niso čisto vse rockerske, ampak ja, mislim, bom pa rekel, je pa to predvsem pretežna smer, ki ne zaznamuje nek tak rock z mešanco bluza in z mešanco še malo ostalih Se stilov. skoraj ni druge opcije, če imamo 2 kitarista v bendu. Ne? Ja, ja. Pa pač, če ti poješ, ki pač si mal drugačno od vseh Jaz ostalih. hočem reči, da krulem. Nisi hotel povedati direktno, ne? Ups. Tako je. Tukaj zdaj je bila Tine skoraj da cenzura. Samo ne z moje strani. Ne skrbete. Kaj ti Renata hudo gleda? Zelo grdo gledamo, ne? Vem. Ja, sem res grozna. Vsi ste še živi. tako Ja, da smo še so živi, tako da moramo V reči. redu. Je pa res. Tako da Renata pri eliminaciji mene izloči. Velja. Velja. Nekaj singlov ste že izdali predtem, preden ste izdali album. Kar nekaj materiala pa še svežega. Tako je, ja, v bistvu koliko je. Zdaj je tole že 4. singel, a še verjamemo je 4. iz plošče. Jaz pa mislim,
Mislim, vsekakor bo še kakšen iz te plošče, jaz sigurno vidim še kakšnega, oziroma kakšno sporočilo, ki ga želim tudi predati poslušalcem. Avtorstvo, kdo skrbi za glasbo, kdo besedilo? V bistvu glasba je kar nekako v naši skupni domeni. Moram reči, da verjetno pri tej plošči sem bil sicer jaz kar idejni oče nekih začetnih Zdaj že osnutkov. res lahko rečeš, da si fotor, Ja, ja, ampak drugače pa pač vse skupaj se je pa potem razvil in dobil vsekakor končno obliko o pomoči pač vseh članov celega benda. Tako da pač se pravim, kakšne zadeve so se tudi nastale tam, je bilo vse tako ad hoc, kar se pa besedil tiče, je pa kar mastermind Renata. Ona poskrbi za sporočila. Jaz si pol kdaj priskočim na pomoč in kaj tuhtava in gruntava skupaj, ampak drugače pa... Se pravim, ja, v kakšno frazo se opiči, tako, ki meni čisto v redu, mislim, čisto v redu, ampak ne, pa ni tako, pa obračava to 5 ur in tako so v sobi, jaz že tako ležim na tleh in tako počasih se tako dam v... Tako, Ampak na koncu uspe, na koncu uspe. Je uspe, ampak tako za milimeter spremembe narediva ponovati. In pa je kar v redu. Ampak nama se zdi kilometr. Nama se pa zdi kilometre. Tebi se zdi bolj kilometre. Ja, tako. Tako da, je proces, no. Iščeva dlako v jajcu, tako. No, če tako preračunamo 5 ur za 1 kilometer. Ja, včasih Ja, je to hud res čisto tempo. preveč, no. To To je... ni 5 km na uro, ampak 5 Ne, ur na zanimivo je kilometr. lahko, kdaj kak tekst nastane, pač po noč, ne vem, kaj pa vem, v zelo kratkem času, jaz sicer priprave so zelo naporne in dolge in jaz ko ne morem, ne bom, ne, in pol kar naenkrat to klikne in pač spišem tist po noč. V redu, vse ok. Vse v redu, sam zjutraj se polka prebero, se jim pozna, da je bilo narejen po noč brez spanja in to so glih te fajn korekcije. Dobro, včasih je res tisti, ja, kaj sem pa mislila, kaj pa je to bilo zdaj, ne, ampak ne, kdaj to traja tako dobrega. Včasih celo par tekstov na noč. Ja. Včasih se celo presenetim, res, ker 10 mesecev ne morem nič napisati, pol pa, kaj pa noč. moram, kaj pa rok, pa pač zalaufa. Ne. Kaj pa teme, ki so ti najbližje v besedilih? Ja, načeloma tako, to, kar se tudi sama precej razmišljam, pa v kar se poglabljam. Predvsem tako razmišljanje o nas samih, o človeški naravi na splošno, kako funkcioniramo, zakaj tako funkcioniramo in kaj lahko naredimo še, da nam bo lepše, da nam bo boljše, da bomo tudi se pravi, en do drugega bolj, tudi, kako naj rečem, prijetni v odnosih, nekako si želim in lastno doživetje nekako izboljšati in doživetje drugih, ne. Tako da to mi je zelo pomemben. Vse pa najde tudi na plati kak komad, ki je predvsem motivacijski. Se pravi, pomemben mi je to, da se pa kdaj tudi ljudje lahko najdejo noter, da imajo lahko občutek, da jih ta zadeva dvigne, ne vem, lahko, ne vem, ko se peljejo domov, ko grejo kam, ne vem, športati ali pa kaj takega, no, tako da to. Flow bo naslednja, tudi single. Ja, ti ne boš kaj več povedal, ti si kar navezan na ta. Ja, pa znam, je en mojih ljubših na albumu, v bistvu je tako precej drugačen komad od ostalih, tak zelo eksperimentalen, predvsem v studiu je v bistvu obral čisto eno svojo pot. Najprej smo v osnovi vsi skupaj odigrali in posneli, pa smo pa v bistvu so se kar ujevale ideje za dopolnitev in nadaljevanje in v bistvu zelo tak komad, bi rekel, netipičen, ne klišejski z vidika tega, nima neke ustaljene aranžmajske strukture, ampak se v bistvu razvija od začetka do konca in v bistvu meni je tak močen, no. Priznam, en komad, na katerega sem res zelo ponosen, da sem sodeloval zraven, da smo ga mi naredili, no. Tako pač, se pravim, netipičen, ni glih za čist vsakega poslušalca, bi rekel, ker je mogoče malo bolj zahteven, kar se tiče pač tako, se pravim, ni viža, ampak ran zaradi tega mi je všeč. Se nemirno temno noč podam, zavezanih oči brez kompasa. Utrip narašča, dihat več ne znam. Začutim, da me vodi njena dlan. In ko mi je zašepetana uho, strese in zadrgetane telo, se zavem, da ni poti nazaj. Skozi me one tisoč zgodb
tam je telo, pozabim na se in se ji predam. Skozi mene tisoč zgodb, ko postavljam mene z njo, rami ruši, obnori, uzdravi in osvobodi. Flow skupine Ice, tečete kdaj s tokom? Oziroma se prepustite toku? Zdaj, kot posamezniki, verjetno, da vsak ima momente, ko se prepusti toku, kot skupina, se jim pa tudi zdi, so recimo vaje ali pa ne vem, ko smo skupaj, ko zadeve ful fajn tečejo, ko se rojevajo ideje, ko imaš res občutek, wow, delajo stvari, pa v tem se pa spet zgodi življenje, se stvari zataknejo. Tako da jaz mislim, da ne bi govorili o flowu, če ne bi poznali tudi tega kontrasta, ne bi ga poznali. Tako da če bi bilo vse zmer tako simpel, pa bi vse tekel, verjetno ne bi pol tiste kontre tega poznali. In je pol, kadar je ta tok lepš, se mi zdi, ko ga začutiš in Zlaufajo. Ja, ko zlaufajo. Prve promocije so že za vami, tudi tista uradna. Kako je bilo? Lušten je bilo, res. Prvi promocijski špil smo naredili v ljubljanskem Ortobaru in je bilo res, res dobro vzdušje. Bil je poln Ortobar, ja. Imeli smo tudi glasbenega gosta zraven, nam je Hamo prišel še pomagati. Vse. In tako, no, res, res dobro vzdušje. Odigrali smo v bistvu cel nov album, seveda ga začinili še z nekaterimi našimi starejšimi znanimi komadi in ne, super je uspel. So zelo lepi spomini na dogodek, a ne? Kaj pa pravijo poslušalci? Kako so se odzvali? Vidim, da je bilo polno v Ortu. Ja, se pravim, odziv je bil zelo dober, mislim, da jim je všeč, se pravim, to, kar delamo. Imamo tudi ene par poslušalcev, ki nam res sledijo že dolgo časa, se pravi, od samega začetka in nas res podpirajo in so prišli tudi v Ortobar. Ja, čeprav iz precej oddaljenih krajev. Ja. Tako, to je pa zelo tako prijeten občutek. Zelo, ko to vidiš, ja, v bistvu. In ker smo jih, v bistvu se pravim, ker smo imeli tudi mi kar daljšo koncertno pavzo vmes, ne, pač v času vsega covida in te kreative in tudi še prej, ker nismo bili aktivni in ko smo jih spet videli, smo bili tako prav veseli, no, smo se pa tudi pomenili. Tako da ti v bistvu pomeni, ker vidiš, da pač nekdo spremljate že toliko časa in pride in te podpre, tako da ti daš še tako ekstra zagon za nadaljne delo. To je sedaj že generacija med 30 in 40. Ja, dejansko, ja. Ja, to je ta generacija. Čeprav celo moje te, ki so prišli celo mečkan mlajši od nas. Ja, ampak vse je generacija 30. Ja, to pa je. Ja. Ali tudi opažate mlajše na koncertih? Bi rekel, da mogoče ne toliko mlajše. Bi rekel, da je kar naša populacija štarta tam po 25, pa navzgor, pa tako pač ja, ni mislim, toliko da kar omejeno. tam naprej. Bi rekel, po 25, bolj 30 plus, no, nekaj tukaj. Ja, se strinjam. Torej še to ni TikTok generacija. Ne še. Ja, zdaj pravim, ja. Tudi mi nismo TikTok band, nekako se... Kako ne? Se ima profil. Ja, se imamo, ne, sej. Dobro, to imate, da se pogledam. Ja. Ne, mislim, Renata se sicer je Ja, pridna se in se neki zelo trudi zdaj v bistvu trudijo. z socialnimi mreži pa to, ampak če bi nas tako vprašali, mislim, pač v redu, danes je to pogoj zaradi tega, da praktično obstajaš, ne, ker pač se je preselilo ogromno tja, ampak če bi nas pa vprašali, a bi to radi ali raj ne, če bi zbirali, mislim, pa, da bi vsi rekli ne. Definitivno, ne vem, nam rekla zdaj za celo generacijo, ampak jaz osebno, ko se je to začel, v nekem momentu poskušaš,
delaš, probaš nekaj malo prisiliti, nekaj malo narediti na socialnih omrežjih, pa vidiš, da nekako ti ni to čist naravno. Vsekakor je pa dejstvo, da brez tega pa skoraj da ne obstajaš danes. Zelo je težko v poplavi vsega tega, kar se dogaja zdaj. Mladi so zelo in s tem jim je vse jasno, so se rodili v to. Tako da v vsakem primeru, če hočeš samo mečken še opozoriti na se, kar nekako moraš biti tam prisoten, pa tudi če je včasih malo težko, no vsekakor nam je bolj lušten na odru. Ja. Ali pa ustvarjati, ne, ampak to je del tega. Prej, ko se bomo s tem sprijaznili, pa verjeten, boljš bo. Ti vzame kar nekaj časa. Ful časa, sploh pa če hočeš, če si mal picajzel, če si mal občutljiv, pa da pogruntaš načine, pa da sploh vidiš, kaj prijemlje, kaj sploh ne, pa tudi, ko pogruntaš, se hitro algoritmi spremenijo, tako da v bistvu imaš občutek, da moraš biti vse čas na preži pa raziskovati, no, tako da možgani morajo kradelati, če hočeš biti skozi v džiru. Skozi smo v bistvu še to dilemo, ne, sej v bistvu, v redu, če si blagoslovljen in imaš veliko koncertov, potem lahko ogromno pač nekih teh koncertnih live zadev uporabljaš za ta namen, kar je super, takrat, ki jih pa ni, ti pa v bistvu res malo razmišljaš o tem, kaj je, hkrati pa noben od nas pa ni pretirano naklonjen pa glih temu, da bi pa pač silno hotel izpostavljati pa nek svoj privatno življenje in svojo zasebnost. Pač načeloma tako, nimamo te... Karakterno se mi zdi, da smo malenkost introvertirani, nimamo tega, da nam je tako naravno, da se furali. Jaz velikokrat rečem, bom danes objavila, ne moram. Ne, pač se ne počutim tako, ne. In ko pa so stvari, ki se dogajajo z bendom, je pa to veliko lažje. Tudi v bistvu, ko lažje snimam fante kot sebe, prav iskreno povedan, mi je ono tako tudi lažje objavim. Imam manj težav s tem, no, tako da kadar se kaj dogaja, je lažje. Ja. Ti ne večkrat boš ti na družabnih omrežjih kot Renata? Dejansko. Očitno. Mogoče, ja, očitno. Ja. Kapital bo naslednja. Ja, to pa je tak, ves čas, ne. O tem poslušamo, o tem živimo, način življenja je to. Ja, vrednota in vse. Pač ja, prav en tak mal, bi rekel, mal tak sarkastičen, mal družbeno kritičen tekst, glede na vse, kar se na svetu dogaja in okoli česar se vrtimo. Tak rockerski komad, s polno energijo, pa predvsem pač takim zanimivim sporočilom. No. Nam je bo všeč, ko smo ga naredili. In v bistvu tudi ta tekst je bil tak, ko bi rekel tak, barvit in zabaven. Ja, v bistvu je neka taka resna tema prikazana na v bistvu tak zabaven pa tako energičen način. No. Ja. Kaj pa
Prazna pot bi kratka, vse bo brez povratka. In če bi potreba, dušo bi prodal. Šli bi preko trupel, ker nam je zmer premalo. In če bi bilo treba, še dušo bi prodal. Šli bi preko trupel, ker nam je zmer premalo. Mi za dober dan, še sebe bi prodal. Skupina Ice brez napak je album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno. Renata in Tine sta z mano. Za glasbo treba imeti nekaj kapitala. Tine, da si lahko kupiš kitare. Moraš Ja. službo. Ja, res, ja. Absolutno. Mislim, se pravim, glasba, ice glasbo v veliki meri je ena velika romantika, bom rekel tako pač. Predvsem moraš to rad delati. Ne. Predvsem moraš to v osnovi delati zaradi sebe. Mislim, lahko se lotiš tega delati plansko, čez z načrtom, posloven načrt, ampak potem pač ne moreš delati take glasbe, ki ti hočeš delati, se moraš prilagajati. Če pa pač stojiš za tem, da pač bi pa rad sam dejansko predal neko svoje sporočilo, neko svojo misel, pa pač tiste druge zadeve niso tako pomembne. Ne. In tukaj v bistvu skozi dejansko gre za neko to obratno sorazmerno zvezo med kapitalom in glasbo. In pač je zadeva taka, ja, dejansko glasba je ena stvar, kjer lahko neskončno vlagaš, izplena je pa dosti malo. Tako da se pravim, moraš imeti to res rad, da se to greš, no, bom rekel tako. Predvsem živeti od tega, se pravim, pač so redki primeri, ampak to je pač, govorimo pač v tistem majhnem deležu odstotka, absolutno. Če padeš v tisti del, je verjetno sanjsko, ker pač lahko delaš in živiš točno tega, kar bi si želel delati. Tako pa se pravim, predvsem pač moraš delati zaradi sebe, da te spopolnjuje, pa to pa pač upaš, da se zvezde poravnajo. Leta 2008, ko smo predstavljali album Na liniji, je bilo jasno, da ste glasbo prinesli na CD-ju. Kako pa danes do nje, leta 2024? Ja, Še vedno je tudi na CD-ju. mi smo jo še vedno zapekli na ta arhaičen plošček, če zaradi tega, da pač imaš vsak nek fizičen produkt pred sabo, da si nekaj naredil, da ni vse virtualno v bitih 0101 na nekih diskih, oziroma če še na diskih ne na nekih tujih oblakih in strežnikih, ampak ja, dejansko pač dansko izdaš. Če si včasih prodajal glasbo, te danes v bistvu ta glasba je dejansko kot tvoja vizitka. S tem se v bistvu predstaviš in to mora biti ljudem dosegljivo praktično. Se pravim, CD-je kupujejo bolj te, ki te hočejo podpreti, zaradi tega, ker pač, ki to delajo bolj to. In tudi tisti, ki ga kupijo, ga večina več ne bo poslušala, ga imajo za na polico, poslušajo pa seveda prek drugih virov in medijev, ki pa pač so bistveno bolj, kako bi rekel, priročni za poslušanje in enostavni danes v času, ko imamo vsi te pametne naprave skozi sabo. Drugač pa ja, seveda, mislim, naša glasba je razpoložljiva povsod, se pravi, od YouTubea do vseh streaming platform, tako da. Ja, je pa res pač neka ta romantika, verjetno tudi izhaja že iz tega, kar smo band izpred let, ko je to bilo še vedno pač normalno in meni je bilo kar čudno, ko sem pomislila, da se bomo pa imeli predstavitveni koncert v Ortobaru, a ne, in bomo brez plošče in brez vsega in kaj, ne, tako čuden občutek in kaj, daj, CD si pa potegnite dol ali pa na YouTubeu preverite, tako ne, fajn je, če lahko nekaj daš z rok, ne vem, smo mi pač tako že tako stari, pa imamo ta Pač ja. feeling. Je pa res, da tudi zdaj mladi bendi se mi zdi zdaj tudi na vinilke, ne vem, to je zdaj, pa se mi zdi tudi Vinilke sploh, leto ja. in leto Vinilka nazaj je bilo sploh. precej bendov, ki so tudi zelo kombinirali neke coverje, pa lastne komade, pa tako tudi mi smo se na nek način to šli. Se mi pa zdi zdaj, kar so pa ti mlajši bendi, so pa res šli kar direktno, mi imamo svojo muziko, mi bomo zdaj to delali, to smo mi, imamo tudi ploščo in ne, to na nek način zapakirali, kljub temu, da so
za nami, Ja. da to ni več in so se tega lotili na tak način. Tako da očitno je vse, mora imeti en čar pač to. Ja, se tudi glasbeniki vidim, da iščete različne medije, na katerih dejansko je glasba, oziroma na tiste medije sploh ni. Ja. Trzalica, 2B, frisbee, Simon Vadnjal, A to, ja. potem v raznih posodicah na USB ključku, sicer to je zdaj že klasika USB. Ja, USB je Ja. že kar klasika, ja. Ne vem, kaj še pride naslednjo. Ja, ne vem. Bomo videli. Ja. Mogoče kar ta Neuralink čip za možgane. Odidem na maska, pa smo gori sprogramiran na muziko. Stalno doziranje. Sam download. Ko sva skupaj, bo naslednja. Ja, v bistvu gre za eno tako blues, rock balado, ki ima mogoče nekaj vplivov zaznati. Verjetno Aerosmithov bi rekla v tej skladbi, ki so me tudi navdihovali leta in leta, pa mogoče še kakšen Janis Joplin ali pa kaj takega. V bistvu je zelo ena taka malo bolj vintage skladba z enim takim preprostim ljubezenskim besedilom. Ko se noč preliva v dan in skozi okno se razkriva plan, ti si tu in tvoj obraz vsako jutro s tabo ima poseben čar. Odkar odprla sem oči, čakam, da se zbudim. Ta občutek, da še en dan lahko napiševa spet skupaj, je res fajn. Pa naj bo resen ali pa igriv, važen, da ga s tabo preživim. In ko smo skupaj, se dotikamo neba, dokler sonce in dan se sreča da. In ko smo skupaj, gremo tudi do pekla, a vedno skupaj pridemo nazaj. Ti dobro veš, kaj me pomirja, in še bolj, kako me boš ti stiral. Jaz dobro vem, ko vsega imaš dovolj, da te moram samo obječi še bolj. In ko smo skupaj, se dotikamo neba, dokler sonce in dan se sreča da. In ko smo skupaj, gremo tudi do pekla, a vedno skupaj pridemo nazaj.
Skupina Ice, album Brez napak. Na vašem ploščku na naslovnici je samo packa. Ja. Samo packa, ja. Kako to? Ena velika napaka. Če pa je brez napak. Ja, vse v navednicah brez napak. Vidim. Ja, ja. V glavnem... No, to je lahko tudi umetniška svoboda, narekovaje. Ja, moja ideja v osnovi je bila brez napak, da bi pisalo. Vendar pa smo se potem po pogovoru z bendom in naši demokraciji nekako odločili za... Slovnično pravilen Ja, brez. ja. Lahko ti samo druge, ampak pa v slovnici pa pravopisu pa ne. Pa ne. Zakaj? Ker imamo tudi v bendu učitelja. Ja. A ne? In Katerega učiteljski zbor hitro pokomentira in slavisti, da to pa da ne to ni gre. v redu, ne? In mislim, da je tudi to pa pretehtalo. Jaz bi naredila vse z napakami, tudi v zadnji naslove sem hotela narediti malo vse s fejlom, ampak skoro dobro. Smo da naredili en kompromis. Vidim, da imate zelo hude kritike za sabo. Kritike? Ja, ali pa lektorje. Aha, lektorje imamo, tudi jaz, marsikdaj, kaj objavljam, moram, kar preverim slaviste od našega Tilna. No, Ja. On pa lahko vpraša. Ja. Smo pa tudi dost, ti si hodil na gimnazijo, jaz tudi, tako da... Pa Grega tudi. Ja, Grega tudi in smo tudi po defaultu že kar malo občutljivi na te stvari. Ja. Tako da je bruka v bistvu, če naredimo kaj narobe. Ja, je res. Skladbe tudi nadgradite z video spotem, je danes še to nuja? V bistvu po mojem je danes na nek način skoraj še bolj nuja, ali pa pač enakomerno nuja. Mislim, dejstvo je, da pač YouTube je glavna platforma za poslušanje glasbe, zaradi tega, ker pač je še vedno razpoložljiva za ston, sicer ti ponud goro glasov pri tem, ampak bi rekel pač najbolj razširjena. In dejstvo je, da sem smo ugotovili, da je razlika v odzivih, če v bistvu objaviš samo komad z neko sliko ali pa če mu daš še neko dejansko, se pravi vizualno, videovizualno vsebino zraven. Tako da ja, mislim, predvsem pa pač pri videu je pomemben, da pač, ne vem. Mogoče je zelo fajn, mislim, ni vedno nujno, ampak da kakorkoli še dodatno podpre skladbo. Ja. Jaz verjamem, da če nekdo posluša skozi celo ploščo, pa itak da si vzame toliko časa, zdaj danes je to zdaj že skoraj mission impossible, pač navadni smrtniki so toliko obremenjeni s celim kupom stvari, informacije, toliko bombardirajo nas z vseh možnih koncev in že to, da ti preposlušaš skozi plato, je skoraj nemogoče, razen za res sladokusce, fene in tako naprej. In se mi zdi, da pol res, ko podpreš skladbo z neko vizualizacijo, da človeka malo pritegne, ker smo res malo, se mi zdi, ful imamo kratek odkar so socialna omrežja, rabimo, da nas neki ugrizne po domači povedan tam z ekrana, da sploh pogledamo. In mora biti ali neki, da nam neki šajna v glavo ali neki, da sploh damo na eni zadevi pozornost. Z tega vidika se mi zdi, da je to vseeno potrebno. Pozornost v nadaljevanju naslednji, vse za dober namen. Ja, vse za dober namen. Pri tej skladbi je pa tako tudi malo sarkastičen naslov. Gre ravno za neko kontra stvar, se dogaja v komadu. Gre za to, da verjamem, da mogoče kdo zdaj dojame skladbo, kot da gre na posameznika osebno, da se na osebo jezim, pevka se jezi na nekoga, ki se ji laže v obraz. Ampak v osnovi je tukaj bolj mišljeno na to, kar smo doživljali skozi korono, v bistvu ves čas. Intenzivno smo to takrat doživljali, vse smo že prej, tudi kakšna laž padla in vse sorte je bilo, ampak korona nam je pa tako razprostrla ves ta, rekla, medijsko-politični vpliv, ki so nas lahko iz dneva v dan po domače. Manipulacija z informacijami. Ja, manipulirali in nas vozili en dan tako, drug dan tako, za nek dober namen. Vse za dober namen, da bomo mi pač zdravi. In tukaj je osnovna ideja. Ne me
sprenevera. Te od znotraj res prav nič ne razjera. Kot trdiš, da je vse sem za dober namen, se facom izlažeš, pa ti je vseeno. To se tukaj zdaj sprenevera. Se sprenevera. Se sprenevera. Vse za dober namen skupine Ice. Covid ste torej preživeli, kot je sedaj slišate. Ja, zaenkrat kaže, da smo. Ne? S kakšnimi posledicami bomo pa videli. Dejansko jaz imam občutek, da je kar ne vem, malo kolektivno, ampak tudi na meni pri sebi sami opažam, da se je nekaj spremenilo. Da je bilo eno obdobje, ki je bilo tako, ki si res vprašaš, ne moreš več toliko verjeti vse, no? Dejansko si veliko manj naiven. Tako. Bolj podvomaš vse in gledaš. Vsako stvar malo tako z distanco pogledaš, tako res. Ja, mogoče, ali pa tudi ne. Kaj se bo šele zgodilo, ko bomo k temu dodali umetno inteligenco? Ja, juhu. Ste že kaj preverili, ali vse informacije držijo o vas? Smo že. Vse drži. Mislim, jaz doskrat, ko sem ustavljen, se ščetga potem pogovarjava. To me pa zanima, da malo zaupam. A res? Ne, ampak dejansko se pravi, tudi v službenem delovnem mestu ga uporabljam. Ne, mislim, super orodje, ampak res zastrašujoče v bistvu, kam je že zdaj ob prvi reinkarnaciji, ki smo jo dobili v javno uporabo, pač kako je zadeva razvita, v redu zdaj ta V4 je že sploh, ampak pač strašljivo v bistvu, glede na to, na kakšni stopni to in kako bo to eksponentno raslo, kaj lahko pričakujemo v naslednjih 10 letih tega. In ne, se neko, da se bojim, mislim, ne razmišljam o temnih scenarijih, ker vem, da bo prineslo ogromno dobrih, ampak pač, ja, vsekakor pa ravno o tem, ko smo prej govorili, informacijsko manipuliranje, vsekakor bo lahko vplivalo tudi pri temu, bo lahko močno orodje za kreiranje fake newsa, no. Potvarjanje. Ja, kot je prej že Renata omenila, fejkanja bo veliko. Ja. Še eno bomo dali za konec radijskega dela, potem še nekaj rečemo o nadaljevanju slovenskih glasbenih sceni na spletu, a še verjamemo, bo ta, ki jo zavrtimo za konec, tudi aktualni singl. Tako je. Ja, a še verjamemo, pa res, evo, če smo se prej vprašali, kaj še verjamemo zdaj v tem obdobju, pač ko smo bombardirani s toliko informacij, ki jih ne moramo preverjati, oziroma kdaj ne najdemo pravi odgovora, smo se potem vprašali, a še verjamemo, in pravimo, da še verjamemo, a ne? Ja, še verjamemo. Jaz mislim, da smo itak, da je vsak posameznik vir, da lahko spremeni kaj, ne? Je pa res, da zdaj družbeni sistem je tak, kot pač je. Zdaj pa kaj pa lahko naredimo kot posamezniki? Ja, pač delo pri sebi, razmišljanje v smislu nekih pozitivnih zadev, da imamo tudi mi nekako, že osnova je neka prijaznost eden do druga, pa da se poslušamo, pa da se probamo videti, ne? Ker res ta sistem, ki res bombardira ves čas nas, ko v bistvu res oddaljuje od teh osnovnih vrednot, od osnovnega stika eden z drugim, z naravo, s praktično vsem, ne? Tako da ta virtuala, meta zadeve so malo na nek način zastrašujoče, no. Se mi zdi, da tudi na psiho ne deluje tako zelo dobro, no? Tako da tukaj se bomo mogli kar po moje malo brcati urati in res vseeno ne se čisto predati tehnologiji in umetni inteligenci, ker pa smo pa res lahko samo eni po domač povedani idioti, ki nas bodo vodili, kamor nas bodo hoteli, ne? Kot ovce na pašnik. Tako. A še verjamemo za konec tega pogovora. Vidva še ostajata z mano, za radijski del pa hvala. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala. Da v srcu še gori, odpiramo si rane, postavljamo si kri.
kar vzel je čas in zadešimo, ker se rojeva v nas. Molče hitimo, kot da vodi nas neviden trak. Si želimo živeti brez napak. Še verjamemo, da lahko spremenimo usodo, če ne bežimo sami pred seboj, sami pred seboj. Vse, kar nam je ostalo, je le upanja malo, a še verjamemo, da lahko spremenimo usodo, če ne bežimo, še verjamemo. Mi smo Ice, vi pa poslušate oddajo Radioaktivno. Renata in Tine, skupine Ice z mano, z albumom Brez napak. Kako vidva gledate na slovensko glasbeno sceno? Ja, slovenska glasbena scena se mi zdi, da je v veliki rasti in trenutno živi po dolgem času na novo, res živi. Cveti, se pravi, ogromno dobrih izvajalcev, res različne glasbe. Se pravi, to, ko se je slovenska scena razvila v zadnjem času, tudi sam pri sebi ugotavljam, kar nisem mogel trditi za preteklost, da pretežna večina glasbe, ki jo poslušam, ogromno, se pravi, v svojem času zase je dan danes slovenska glasba. Ker če bi mi nekdo omenil 15 let nazaj, ali pa to, bi rekel, pač slovenska glasba, pa poslušam pač tuje bende in se mi je to obrnilo, ampak ne sem zaradi tega, ker Mislim, sem se si starejši. poslušal, tudi Saj sem slovensko poslušal, saj glasbo, sem- ampak v manjšini. Ja, mislim, v mašini, zdaj pa res velik, no dejansko bi rekel, res je velik in ja, se pravim, je velik glasbe nastaja in res velik dobre in vsi te mladi izvajalci, ki so danes pač v vrhu, vse to, kar poznamo. In tudi to mnenje, ki se mi zdi, da je en čas res bilo zelo v spredju, ko so ljudje veliko rekli, sploh te, ker so se, v bistvu, ker so več pozornosti dajali tuji glasbi, do Sloveniji ni dobre glasbe. Ne? Mislim, da to zdaj več ne pije vode. No. Ne. In je tega vse manj tudi zaslišati dejansko, vse manj tega predsodka, slovenska glasba je pač, da smo tako. In se pravi, no, se mi zdi, da pač Sigurno pa pomaga dostop do vseh. Na nek način ne, imamo minuse, zato imamo tudi pluse. Dostop, internet, se pravi YouTube, mladi, ki gledajo lahko to, kar imajo na dosegu roke, tisto, kar mi nismo imeli, se lahko že od malega v bistvu na nek način vidijo nekaj in grejo v to smer, ne? In zagrabijo za te stvari in razvijajo potem že zelo zgodaj lahko. Ne? Tako da so tudi plusi, no? Da ne bomo samo jamrali, kar se tehnologije tiče. In mislim, da se tudi pozna pri glasbi in pač seveda tudi pri tem, da imamo vsi dostop do interneta, da ima pač vsak doma računalnik, ki je praktično lahko že sklada, a ne, tako da je naredi komad. Bi lahko izpostavila 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene? Pa tukaj brez kakih zamer, pa tega. Ne, tako da. Ne, da bi mislila, da bi kdo to zameril. A ja, tako, ja, zdaj itak se ves čas jih tudi poslušamo, recimo primer so Murphy, ja, pa Joker Out, potem Fat Horses, Hammond Tribute to Love. tako, ja. Pa še, pa potem drugi stili in Masaja, recimo. Ja, evo, to je tudi zdaj, ja, ful aktualno. Ja. In zanimivo, s statementom. Ja.
Tine, ti si že predel, da poslušaš slovensko glasbo, da veliko poslušaš, kaj pa ti, Renata? Pa v bistvu tudi zadnje čase več, ja. Me prepričajo določeni komadi zelo in včasih se mi zdi tudi slediti ne morem, ker je tudi toliko informacij, toliko novih bendov, da me včasih ker malo sram po moje. Da me kdo vpraša, tu je novi, ja, cel kup je novih, na kom jaz sledim, tudi na nacionalnem radiju se vsak dan pojavi po moje, kakšen nov bend. Tako da je, ja, mislim... Bravo, mladi, sem to bom rekla. Pa se veselimo, da bomo lahko še kaj novega slišali, zelo dobrega. Bomo pa sedaj malo preverili, koliko potem res poznata še slovensko glasbo. Dobro, to bo kratine. Pred vama je preglednica iz 5 stolpcev, iz vsakega izberata po eno številko. Jaz vam zavrtim kratek glasbeni izsek, video pa ugotovite, kdo je izvajalec in naslov pesme. To bo pa najtežje. Tako Imena in naslovi pesmi. Ja, se jaz tudi kdaj pa kdaj malo pomagam. Okay. A bom rekel nič 3-1. Zame si ledena ptica, zdaj dokončno sem dojel, le v pravljicah je še pravica, kjer lahko te bom ogrel. Zame si ledena ptica. Verjetno ta naloga ni bila zahtevna. Ne, resno. Ker smo še skupaj peli Ja, na smo terasi. Peli še na terasi po našem koncertu v Kranju. Ja, tako, še skupaj z Matjažem. Kdo je to? Kalifornija. Še naslov? Ledena ptica. 100% odgovor. Začetek je bil obetajoč, oziroma je obetajoč. Renata zbere B stolpec. Ne? B? Aha, tole, ok. Nič 23. Dekle moje, pojdi z menoj, dekle moje, pojdi z menoj, dol ob reki v tisti beli obleki, dekle moje, pojdi z menoj. Ja, tako bomo rekli z gospodom, ki to poje, si delimo tudi našega kitarista Mateja. Vem. Ja. Ja. Tako da, seveda, Vlado Kreslin, dekle moje, pojdi z menoj. Ne? A je tako naslov prav? Je. Dekle moje je naslov. Ta je Dekle čist moja. direktna. Že drugi popoln odgovor. Smo v stolpcu, oziroma sta v stolpcu C. Ok, zdaj bom pa zbral neki 99. Pa to bo Nika Zorjan, ampak zdaj ne vem, a je naslov čas za nas, ali je kaj drugega. Renata, 100% odgovor. A je, no dobro. Nimam kaj dodati in ostajam brez besed. No, Stolpec D. moš ti zbrati zdaj številko. Nič 83. Zdaj pa v bistvu ne upam reči, zato ker sem broko naredila. Legendarna slovenska skupina. A so mal ne. Niso zablujene. Niso? Ne. Zablujene so mlajši od njih. Mlajši od njih. Ti so delovali že v preteklosti, potem nekaj časa pauza, sedaj pa so zopet delovali. Mislim, da se zopet. Njeti. Ok, njeti sam ne vem po naslovu komada. Joj, svet ne, zdaj ker nekaj sem poznal pač te stare plošče. To je pa novejši komad. To pa novejša skladba, tako. Ja, Damn. Njeti, to je to. ja, statistika. Rad imam dež, Ok. je naslov slišane. In še stolpec E. Bom pa zbral 25. Zate same za oba, so karte se zložile. Vem, slozo brisat se ne da, takrat ko ni upanja. Za oba, za oba. Zate same za oba, resnica je le ena. Za oba. Da vajo slišim. Spet mi bo sram, če bom narobe povedal, ampak aj Nino, Pošlak. Točno to.
A bo za oba komat. Je točno to. Ja, dober, ja. Sumim, da Renata dela na radiju kot urednica. Bravo, bravo. Ne, po glasovih pa se mi zdi, da sem zelo pozorna in da to pa... Jih dobro poznaš, ja? Ja, če poznam izvajalca vsaj, da sem ga enkrat slišala, bi ga znala polkar povezati. Moram reči, da sta ena izmed boljših v tem kratkem glasbenem kvizu. Wow, Odlično. wow. Dobro vam je šlo. Hvala. Še kdaj? Mogoče s kako drugo veseljem. nalogo. Ja. Z veseljem. Čeprav mi zadnjič eden izmed gostov dejal, oziroma mi predlagal eno boljšo idejo. Ja? Namreč ta naloga je nastala na osnovi tega, ker ti ugotovil sem, da se glasbeniki v Sloveniji ne poznate. Aha. Lani sem imel oddaji tako, da so glasbeniki prejšnjega tedna spraševali glasbenika naslednjega tedna 4 vprašanja in sem opazil, da glasbeniki med sabo sploh se ne Sploh poznate. ne vejo. Kdo je kdo. Aha. Da nekateri ne poznajo, naprimer, Nejše ali podobno takih ja, izvajalcev. Zato smo rekli, da vidimo, koliko pa letos poznate sploh slovensko glasbo. Evo, vidiš, preizkušnja. En izmed glasbenikov pa mi je dejal v intervjuju, da prihodnje leto predlaga, da bi glasbeniki morda sodelovali med sabo Aha. v kakšnih skladbah. Ja. Mogoče pa. Ni slaba ideja, To sploh ni slaba ideja. Tako da se še boljše spoznate. Ja, je res, ja, to pa res. Da ni vsak v svojem mehurčku, a ne? Ja, tako, ta varianta. Ice, Renata in Tine, za konec, album je tukaj, svež izdelek. Kako razmišljate naprej? Ja, upamo, da bomo imeli čim več koncertov, ker ga bomo lahko predstavili v živo. Hkrati pa ne smemo zaspati na lovorikah starega dela. Tako da, je treba tako da delati naprej. delamo Pač naprej. vse ustvarjamo radi, Ja. tako da obojeno. In to, in želja po koncertih v živo. Vsekakor bomo objavili karkoli na naših socialnih omrežjih, kjerkoli nas boste lahko videli. No, v prihodnosti zaenkrat ne bomo mogli še nič fiksno na datume, kar se še menimo. Vse skupaj smo rekli, malo smo zaspali poletno sezono, ampak slejko prej zdaj bo. Kmalu pa bo 20. Ja, res je, 20. res, Mi malo. moraš že razmišljati v bistvu Ja, o dogodku. o dogodku, ja, ker pač te okrogle številke se vedno. Glede na to, Tako. kako hitro čas beži, ne, tudi plošča, ki smo si zadali ta datum, rok, je bilo tako, like 1, 2, 3, Ja. ne, pred vrati in smo imeli pač čist na knap smo bili, ne, tako da Ja. je treba že kar naprej malo Razmišljati, ja. razmišljati. Ja, res je, res. Prej sta menila tudi, da bo še kak single z albuma. Sigurno, sigurno. Bo, ampak še, to bo pa še debata, na kater. To se pa moramo še zmeniti malo med Tako. sabo. Pa se uskladite, Ja. da bo potem brez napak. Tako, ja, drži. Za konec vrtimo še eno najdaljšo z vašega 3. albuma, to bo pesem Kaj če svale laž. Ja, to je pa v bistvu komad, ki je nastal povsem na vaji. Meni zelo všeč je pa pač tako, komad, ki si moraš vzeti čas, da ga poslušaš. Ker je pač tak intenziven, bi rekel tako. Zelo intenziven, zelo drugačen, pa zelo iskren. Mislim, če ga doživiš, ga zelo intenzivno lahko doživiš. Lahko gre pa čez mimo tebe, če si tip, ki ima full rad samo happy music oziroma tako neki na power. Jaz včasih, ko sem bila na vaji, sem rekla, jaz nisem v modu, da jaz to pojem. Ne. Ker je precej težek, ko ima tudi besedilo je precej temačno, ampak če se povživim in sem v tistem, če čutim tisto, kar v bistvu sporočam, je pa zelo močen in te kar lahko malo stresa, če mu daš priložnost. Tako. Kaj če sva le laž za konec tega pogovora. Renata in Tine, hvala, da sta se oglasila v oddaji Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Brez Hvala, da napak. vam povabilo Hvala. in se z veseljem oglasil ponovno. Ne? Absolutno. 2032 smo rekli, ampak mislim, da nekaj prej, ne? Upamo, da bo prej. Ja, če ne drugega pa vsaj koncert ob 20-letnici. Tako.
me začutiš bolj močno. Mrak poganja ti utrip in napaja vsak oddih. Všeč ti je, ko se lahko potopiš na črno dno. Zavetje mojih razbitin, ki jih čas je varno skril. Kaj, če svale laž? Kaj, če me izdaš? Ko razkrivam misli ti in zreva si iz oči v oči. Ne sprašuj se, dober veš, kaj lahko, česa ne smeš. Veš, da vedno me zbudiš, ko na robu me držiš. Kaj, če svale laž? In kaj, če me izdaš? Ko razkrivam misli ti in zreva si iz oči v oči. Kaj, če svale laž? In kaj, če me izdaš? Ko sva čisto blizu si, s tabo v prepad drsi. Ko spustiš se v mojo kri, včasih trga in skeli. Ko se splaziš moj sistem, se zazdi mi, da lebdim. Kaj, če svale laž? In kaj, če me izdaš? Ko razkrivam misli ti in zreva si iz oči v oči. Kaj, če svale laž? In kaj, če me izdaš? Ko sva čisto blizu si, s tabo v prepad Živijo, mi smo Ice, vi pa poslušate oddajo Radioaktivno.